V glavnem je kar precej smeti. Sam bunker je obnovljen. Ja, je odprto, tako da bomo malo pokukali. Meni je tako fajn, jaz bi kar cel dan bila tle. Lahko gremo. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Z možem sva se odpravila do otoka Katarina, vmes si bova pa pogledala še zapuščene vojaške objekte. Tako izgleda notri, nič posebnega ni, pač zapuščeno. Res ogromno teh objektov zapuščenih je prav škoda, ke propada, ke nihče nič ne vlaga v to, ker je pa na lepem koncu. Se pa ta predel nahaja severno od Pule. Zdaj vam bom pokazala še, če se bo videla Pulska arena. Ja, en del kar lepo urejajo. Še strelne line. Je pa zanimivo, na eni strani so zapuščeni objekti, na drugi strani pa popolnoma novi. So si pa tle svobodni umetniki dali kar precej duška s temi grafiti. Saj notri, ker sem bila po teh objektih, ni nekaj nevarnega za hoditi, ampak nimaš pa kaj dosti videti. V glavnem je kar precej smeti, na žalost je vse razbito, pokradeno verjetno, tako da nič ni za podreti, si mislim, vse skupaj. Ali pa rekonstruirati, ampak to bi bil kar precej velik zalogaj. Se pa odtle zelo lepo vidi otok Katarina in tudi ta bunker je še kar lepo ohranjen. Oziroma si mislim, da je pripravljen za kakšno turistično znamenitost. Tukaj so en objekt zagotovo že podrli, ker je mogoče res škoda. In verjetno bojo postavili kaj novega. Tako je namenjeno, da uredijo ta prostor za turizem. Ne, to je upravna zgrada za Zdaj na otok Katarina ne smeva, ker ga obnavljajo in je v celoti zaprt za obiskovalce. Na tem mestu bo pa stal hotel s 5 zvezdicami in bo bazen, restavracija, v glavnem bo lep pogled na morje. In vsekakor se bo na tak način ohranilo tudi del zgodovine. Tako, midva zdaj ta kompleks zapuščava in nadaljujeva pot po gozdni poti. Vmes so tudi take potke prav do obale dol. Res super lepo. Ko bo pa vse to poštimano v tem objektu, v tem kompleksu, bo pa enkratno priti sem. So pa na tej poti tudi še neki ostanki, neke ruševine iz Avstro-Ogrske. Glej, sva že tle. Tako, midva sva pa zdaj prišla do utrdbe Monide, ki je iz obdobja Avstro-Ogrske. Pa bova pogledala še, če se da kaj noter priti. Ja, je odprto, tako da bomo malo pokukali. Tako, midva sva prav v sredini te utrdbe zdaj. In je prav lepo, zanimivo. Je sicer vse poraščeno, tako da, ja, verjamem, da je iz časa Avstro-Ogrske. Tako, utrdbo zapuščava in nadaljujeva raziskovanje. Gremo še tle pogledati, so neke stopnice. Vprašanje, kaj so tle notri skrivali oziroma shranjevali. Ampak odmeva pa lepo, ojej. Še velik kvadraten prostor. Bežva ven. Bežva ven. Sicer so tle stopnice. Evo, pa smo odzuni. Če ne sva pa danes res videla že veliko zanimivih stvari, zapuščenih, ampak res zanimivih. To je res za pogledati, ker ne vidiš vse posod. To je takšen mir, da se ne da povedati. Midva sva zdaj prišla nazaj dol do vhoda, tam, kjer sva prej štartala. Zdaj greva pa še nekaj pojesti in potem spet naprej. Dober dan. Zdravje. Hvala. Želim dober tek.
Zdaj sva prispela do trdnjave Grosso, kar pa po italijansko pomeni velik, se pravi velika trdnjava. Gre pa to za v bistvu dosti podobno, kot sva videla že prej dol. Ta naj bi bila tudi malo bolj ohranjena. Tako so zaščitili, da se ne podira, da tudi meni kaj na glavo ne pade. Pa so v redu stopnice? Ja. Okej. Pa me ne bo strah. Bo. Ojaj, grem vseeno pogled. Saj je lepa pot. Glejte, to se bo res en dan kar podaril. Na hitko. Ja, tle je pa urejeno, tle je pa na novo vse. Oziroma dosti novo. Kak lep razgled. A ni čudovito? Ko sem navdušena. Grem počasi kar dol, ker me je kar groza. Ne, se je lepo zavarovano. Ima fantastičen razgled. Pa turistično bolj predstavljeno. Ima krasna lokacija. Ko to je bila ta čudovita trdnjava Grosso. Midva greva pa zdaj naprej pogledat še eno trdnjavo. Pejte z nami, bo lepo. Menda je tista še lepša. To je lučica Štinjan, se pravi ena taka majhna luka. Tam v daljavi pa že vidimo trdnjavo. Zdaj pa že greva proti trdnjavi Punta Cristo. To je prav tako trdnjava iz avstro-ogrskega obdobja. Evo, tukaj gor gremo. Obrambni jašek se že vidi. Tukaj prirejajo tudi razne koncerte, pa razne razstave imajo. Pa zagotovo na tistih igralih tudi kakšne viteške igre. Jaz osebno bi tej trdnjavi rekla grande, ne pa uni prej, ne? Ampak je čudovito, a? Slabo kaže, da bomo kaj več videli. Je zaprto. Pa škoda. Mi je pa zelo žal, ker je ta trdnjava zaprta. Ker je videti, da trdnjava diha in živi. Tu prirejajo razne koncerte in razne druge prireditve. Potem so razstave, tako da se vedno nekaj dogaja. Utrdba je zgrajena 27 metrov nad morjem in je bila del Pulske obrambe. Midva bova zdaj naredila še en sprehod po tem kamnolomu. Prej sva bila pa tam gor na vrhu. Ta pomol je pa že odslužil svojemu namenu, tako da nisem šla gor. Zdaj po kosilu se je kar malo pooblačilo, pa je potem tisti občutek tudi malo bolj hladnejši. To je bila zdaj luka Štinjan. Mi gremo pa zdaj naprej do najbolj veličastne topovske postojanke. To je tudi kar en tak ogromen obrambni zid, ampak to pa še ni tisto, kar bomo mi videli. Do Fort Valmaggiore se moramo pa še malo sprehoditi. Pot je pa taka luštna, edino, ker se rahlo malo vzpenja. Evo, pa sva že tle, Fort Valmaggiore. Gremo malo notri pogledat. Čakajte, da lučko požgem. A je zanimivo. Kakšne sobane. Glejte, ko so imeli vštimano. Kakšna ogromna reč. To je res neverjetno. Kakšna ogromna reč je. Koliko je to zanimivo. Ne vidim, kje se zdaj vam pride. Aha, tle se mi zdi. Ja. Ok. Evo. Pa smo na prostem. Zanimivo, kakšna reč. Ne vem, gremo pogledat sem gor. Če je kak lep razgled, bom videla, dokam bom prišla. Glejte to drevo.
Kam ta rov pelje? Gremo pogled do konca. Glejte, kako je lepo. Kako je lepo uštimano. To so pa strelne line. Tako, zdaj pa pojmo nazaj ven. Se že vidi izhod. Res čudovito, zanimivo. Tako, evo, zdaj smo pa že v zoni. Mene je tako fajn, jaz bi kar cel dan bila tle. Kaj je zanimivo. Ne moreš verjeti, res. Kaj vse so to včasih delali. Nenormalne objekte. Res lepo. Super. Kaj vse sva danes raziskala. Midva Port Val Maggiore zapuščava. Upam, da ste uživali, da ste videli kaj novega, čeprav mogoče tudi komu ni nič novega, nič kaj takega. Ampak meni je bilo super. Tle je še ena taka zapuščena reč. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod in se vidimo. Čau, čau!